Zakaj je bloganje spet aktualno in predvsem aktualno za nas, avtorje programov? Zdaj, čisto kratko, blog, upam, da veste, kaj je. Blog je tista varianta, ki imate lahko na spletni strani vklopljeno in greste in pišete neke tako prispevke, članke, skratka ste kot neki mali novinari, ki v bistvu pišete za svojo vsebino, svoje zadeve. Zdaj, kakšna prednost ima blog pred recimo tem, da vi to pišete na socialnih omrežjih? Mimogrede tudi to, kar napišete na socialno omrežje, lahko brez problema skopirate in date tudi na blog. Na socialnih omrežjih se vse te vsebine zelo hitro zgubijo. Čez 2-3 dni že praktično nobene te vsebine ne vidi, brskrat pa tudi ne gremo nazaj, recimo, da bi na Facebooku brali objave izpred, enega meseca ali pa 2. Na blogu se pa te stvari ohranjajo in kot itak že klasika je bila, to se pravi do zdaj, recimo Google, ko je šel nekdo nekaj poiskati, nekaj googlati, ko ga je nekaj zanimalo, je pač Google lahko dal link do vašega bloga. In potem kaj se zgodi, ko človek pride na vaš blog, če imate spletno stran dobro zastavljeno in če imaš zastavljeno v ozadju tudi celostno strategijo, skratka, da ni to zdaj samo en blog, na katerega je človek prišel, potem se pa tam vse konča. Če so vse te strateško stvari zastavljene, marketinško strateško zastavljene, potem lahko od tam celo se zgodijo prodaje naprej. Skratka, blog, ko ga je nekdo pogooglal, neko zadevo je prišel k nam. Danes pa ljudje ne samo, da googlajo, oziroma skoraj da ne googlajo več, ampak grejo recimo v ChatGPT ali pa katerokoli drugo AI urodje, čemu se reče Ask Engine Optimization, in torej mora biti fino, da je naša spletna stran optimizirana. Skratka, s tem, ko mi pišemo blog, recimo, je to ena od stvari, ki daje, bom rekla, tem orodjem vedeti, da je pač naša stran živa, aktualna. In ko nekdo nekaj išče in se pogovarja s ChatGPT-om, ChatGPT lahko referira, to se pravi kot referenco navede naš blog in se spet ta stvar zgodi, ljudje pridejo tja in če imamo vse stvari poštimane, bojo lahko najdel nas oziroma se lahko celo zgodi kakšna prodaja. Zato sem razvila spletni hub, torej to je rešitev, ki je praktično vse v enem, in spletne učilnice, in spletna skupnost, in celo spletna naročila za svoje programe lahko sprejela, za svoje tudi klasične programe v končni fazi. In delate lahko svojo spletno stran in imate lahko torej tudi blog. Ne rabite vsega naenkrat razviti, ampak lahko postopoma delate po eni delčke pa podelčke in potem počasi stvar raste z vami. In do 16. aprila, za vse, ki se odločite, da bi imeli to, bom rekla, to storitev, da bi začeli radi graditi svoj biznis na tak način, sem do 16. aprila dodala še eno posebno ponudbo. Za 10 evrov na mesec, plačate samo 12 obrokov po 10 evrov, dobite še program za celo strateško strategijo marketinga.